Dober dan, dragi moji. Evo, spet smo skupaj. Dobila sem eno tako inspiracijo in iz te inspiracije je pol treba iti v akcijo, ker če ne gremo v akcijo, ostane sam pri inspiraciji, da bi z vami danes delila, kaj v bistvu je neuspeh, ali pa mogoče kaj je uspeh, pa sploh to, kaj je neuspeh. Živijo, Vojko. Se pravi, neuspeh je neka največja izmišljotina, kar si jo je kadarkoli človeštvo izmislilo, ali kdorkoli si jo je pač izmislil. Se pravi, živjo, tudi jaz ti pošiljam objemčke, neuspeh recimo pomeni, da nam v enih stvari ni uspelo to, kar smo se nadejali, kar smo hoteli, ne vem, odpremo svoje podjetje, odpremo tale recimo butik za oblačili in nam ne gre, ne zaslužimo dosti denarja za najemnino, za to. Mi dobro vemo, da v bistvu delamo vse za svojo vibracijo, z frekvencami, da s tem mi privlačimo ljudi v trgovino, da od tega je odvisno, koliko bo nam prodaja šla, ne? In vse te neuspehi, žalosti, depresije, tesnobe, panični napadi, karkoli pač, kar mi ne želimo, mi smatramo potem to za neuspeh, v bistvu je pa to samo pokazatelj, ki nam ga kaže življenje, daj pejt malo na drugo pot, to ni tvoja pot. In jaz recimo sem imela cvetličarno, bila sem najbolj znana po Sloveniji za poroke, delala sem prekrasne cvetlične aranžmaje, ukvarjala sem se s poročno floristiko in tak naprej, ampak takrat še vsega tega znanja, ko vam danes ga predajam, nisem imela in sem jaz to cvetličarno zaprla. Ali smatram to kot neuspeh? Niti slučajno. Se pravi, življenje mi je pokazalo, Nataša, tvoja pot je nekaj drugega. Zdaj, ko se nazaj obrnem. In tudi takrat nisem imela dobenih čustev, nekih neprijetnih, da to pa je zdaj ne vem kaj, ker sem jaz cvetličarno zaprla in jaz sem toliko dobra v tem in tak naprej. Še vedno lahko to delam, še vedno lahko to počnem. Ampak, kar vam želim danes predati, da glih zaradi tega, ker se vedno sprašujemo, vedno znova in znova, kaj pa, če nam ne bo uspel, kaj pa, če mi ne bo šlo, ko bom pustil službo, pa se bom nabiral zdravilna zelišča, kaj pa, če mi ne bo šlo, ko bom pustil službo, pa bom, ne vem, začel z varstvom otrok, kaj pa, če mi ne bo šlo, ko bom pustil službo, pa bom, ne vem, nabiral gobe, pa jih sušil, pa delal iz njih, ne vem kaj, neke soli in tak naprej, ne? Kaj pa, če mi ne bo uspelo? Ampak vi si morate v prvi vrsti napisati, kaj za vas pomeni uspeh, vašo definicijo uspeha. Moja definicija uspeha je, da sem radostna, da sem srečna, točno imam specificirano, kaj je za mene radost, kaj je za mene sreča. Moja definicija uspeha je, da imam lepe odnose z Nežko, z Jakobom, to je za mene uspeh. Za mene ni uspeh nova hiša, nov partner, nov bazen, nov avto in tak naprej. Sigurno pa je za mene uspeh naslednji korak zasluži 10.000 evrov na mesec. Zakaj ne? Če je to mogoče, če je to možno in to bom tudi smatrala kot uspeh. Ampak danes po tolikih nekih izkušnjah in preizkušnjah in izzivih in kontrastih že vem, kaj je moje delo. In vedno vam poudarjam, moj stavek, moja mantra, moja največji zaklad, ki ga jaz nosim v sebi, je, Nataša, kaj če je danes tvoj zadnji dan? Kaj bi počela? Vsak od vas ima ta odgovor, vsak od vas, ampak zaradi tega, ker se bojimo neuspeha, ker so nas naučili, sprogramirali, da je to nekaj slabega, da je to nekaj, ne vem kaj, in potem se ne znamo pobrati in potem ne znamo se odpreti za druge možnosti, mi pač ne naredimo nekih korakov v življenju in gremo z tega sveta, iz tega življenja, brez da bi naredili to, kar globoko vse čutimo, da bi res radi naredili, da smo to mi, da bi bili izpolnjeni, da bi nam prinesli to srečo, radost in koncev tudi denar.
Živijo, lahko malo kaj vprašate, lepo Vojko, da se strinjaš, ampak nimam jaz tu, ne delam tega, da bi se kdorkoli strinjal z menoj, jaz se tak ali tak strinjam sama s seboj in sem pomirjena sama s seboj in to mi je največji tudi uspeh v življenju, kar sem ga dosegla, da mi je pač res popolnoma vseeno za mnenja drugih ljudi, ali se kdo strinja z mano ali pa ne. Tako da neuspeh ni resničen in ne vem, z vsakim, bom rekla v narekovajih, neuspehom ste vi bližje svojemu uspehu. To so samo lekcije, ki se nam dogajajo na poti do našega, recimo, da bi izpolnili neko svojo željo, nek svoj cilj in so samo lekcije. Ok, nekaj ne delaš prav, nekaj boš mogel spremeniti, a ne? Če boš šel po tej poti, pač ne bo strank, če boš šel po tej poti, ne bo denarja, če boš šel po tej poti, ne bo srečen, ne boš radosten, ne? In to spet vsak od nas lahko ve, kaj je treba na tej poti spremeniti in zato pride do teh lekcij, ne? Se pravi, ne gremo ko fijakarski konji, če vidimo, zdaj pa imam jaz, ne vem, urejam okolice in nimam strank, posledično tudi nimam denarja, sem slabe volje, sem nezadovoljna, ne morem plačati položnic, zdaj lahko jaz te rečem, to je pa moj neuspeh, jaz pa nisem za urejanje okolic, to pa ni za mene. Ampak jaz vem, da tam neizmerno uživam in da je tudi to del moje poti in ok, kaj lahko naredim, da bom imela več strank? Od koga se moram naučiti? Se pravi, mora biti moj učitelj nekdo, ko ima stranke, nekdo, ko imam denar in pa se od njega učim korakov, se pravi, koliko dvignati svojo vibracijo, koliko spremeniti svoje mišljenje, svoje misli, svoje občutke in tak naprej. Če ima kdo kako vprašanje, kar izvolite. In tako sem rekla, recimo, jaz, ko sem zaprla cvetličarno, zdaj jaz nisem bila v vlogi žrtve, nisem šla v vlogo žrtve in v vlogo ubogega jaza, ampak sem rekla, ok, kako lahko iz tega pridem še močnejša ven, kaj lahko zdaj s tem naredim, kaj me življenje tu naučilo in definitivno danes vem, da nisem človek, ki bi bila 8 do 10 ur ali pa več v enem prostoru, in ker se tam not počutim utesnjeno, ker to ni zame. Rabim naravo, rabim fizično delo, rabim ljudi, rabim predavanja, danes sem v Ljubljani, jutri sem v Mariboru, pojutrišnjem sem na Ptuju in tak naprej. Rabim to gibanje v bistvu, ne? In to pa, ko človek sam sebe spozna, mu postane lahkotno, se sprejme. Ok, jaz sem pač tak, en je tak, da lahko 8 ur ali pa več zdrži v pisarni. Jaz ne morem, jaz rada v bistvu vsak dan srečujem nove ljudi, se pogovarjam z drugimi ljudmi. Ful rada imam svoje stranke, recimo, ko malo pokramljamo, pa mi čajček skuhajo, pa dajo domače piškote, pa nekje slišim tako zgodbo, nekje tako, ne. In jaz vem, da sem jaz tisti faktor, ki se je skreiral stranke, točno take stranke imam jaz, ko sem jih želela. Ampak kdo je odgovoren za to? Jaz. Včasih jih nisem imela, včasih tudi meni niso plačali, včasih tudi niso mojega dela spoštovali, včasih so se bunili, včasih je bilo vse. Ko je Zančer napisal, ja, ti pa imaš denar, pa ti imaš stranke, jaz sem se jih sama skreirala, jaz sem se jih sama ustvarila, ne. Tako da Tina, živijo, Majda, živijo, dajte malo napisati mogoče odkot ste, pa ne bi rada, mislim, želim biti res unikatna in želim biti jaz in ni moja želja kopirati druge, ko jih v bistvu poslušate, ko imajo, ne vem, odkot ste, pa a ste doživeli kak aha moment, pa dajte deliti video. Vi boste tak ali tak začutili. Če boste začutili, da je treba video deliti, ga boste delili. Če boste začutili, da je treba od spodi recimo napisati, ne vem, Nataša, jaz sem pa doživela to pa to v življenju, pa me je to spremenil, pa sem res videla, da je bila lekcija, ne? Oglasi se, ko boš v Mariboru. Jaz sploh ne vem, kaj je neuspeh. Ja, in jaz, v bistvu, ko grem po Nežko v šolo, jo vprašam, Neži, kaj ti pa danes ni šlo v šoli, ne? Nikoli ne vprašam, a je bilo danes v redu v šoli, a ti je šlo vse gladko. Kaj ti danes ni šlo v šoli? Ne? Mene bolj ta stvar zanima. Kaj ti danes ni šlo, da pol vidi, da občuti, da je dan prostor, da je to povsem normalno v življenju. Povsem. Tako
In tudi, kar se tiče ocen, smo se pogovorili. In sem rekla, Neži, lej, šola je tvoja, meni je resnično vseeno, kakšne ocene boš ti dobivala. Ona je zelo, jaz nisem pifler, jaz nočem petke, jaz se ne bom učila, zgleda, da je nekje en tak vzorc dobla, ne, da so pifleri, ne vem, slabi, ne. Ampak ona pride, ona ima same petke, ne. Ampak jaz ni dala prostor, le zaradi mene, Neži, to šolo moraš narediti. Moja sreča ni odvisna od tvojih ocen, moje življenje ni odvisno od tvojih ocen, jaz bom vesela, če boš ti vesela, ponosna bom na te in vidi, tu ima prostor, da je lahko kar je, Ana. In ona ve, da ni neuspeha, ona ve, da je za vsak bližje uspehu. V redu, če sem dobila enko, to pomeni, da nekaj nisem naredila. Se pravi, ali se moram bolj učiti, ali si moram namesto 2-krat 10-krat prebrati, ali karkoli, ona že točno ve, da ji to kaže, da nekaj pa, da je skrenila v bistvu z neke svoje poti, da je življenje mogoče na kaj drugega pripravlja, ne. In če vam povem, recimo, ne vem, ko se vam nekaj kuhate, recimo, ali pa pečete jajco, ajde, na primer, in se vam ta jajca zažge, se pravi, jo ne morete postreči, jo ne morete pojesti. A to smatrate kot nek neuspeh, ali to ste celi depresivni pol 2-3 mesece, zato ker se vam je ta jajca zažgala, ali pa vam torta ni ratala, ali pa vam rolada ni ratala, ali pa vam, ne vem, kuhate jajce za veliko noč, pa vse počijo, a je to v vašem svetu nek velik neuspeh? Ni. Vzememo tisto rajngla, skucamo, vzememo novo olje, mas, karkoli v cirke, spečemo novo jajco in je to. In isto je v življenju. Ali pa, ne vem, pečemo rolado, nam ni ratala, se nam je zažgala, spečemo novo rolado ali jo pa ne spečemo, nikoli več v življenju in gremo peč kekse, tisti nam pa ratajo. In enako je s temi stvarmi. Ni zdaj to, da vi zgubite v narekovajih službo večji neuspeh kot to, da sem jaz jajco zažgala, ko sem jo pekla. Enako je, vesolje ne sodi, univerzum ne sodi. Ni zdaj neuspeh, da vam ni ratal, recimo, ko ste imeli butik, pa vam ni šlo, pa niste imeli za najemnino, pa mi niste imeli za stroške, pa niste mogli imeti dobenega zaposliti. To ni neuspeh, to nima zdaj 1000 točk, moja zažgana jajca pa 1 točko. Enako je. Pač ni nam nekaj uspel, naredili bomo ponovno in zmagovalci se pri teh stvarih dvignemo, gremo naprej, nekaj sem se naučil, tu sem nekaj naredil, kar bi mogel drugače, pogledamo iz višje perspektive, pogledamo od zgori dol situacijo, ne vpletamo čustev in gremo spet naprej. In če vam dam primer, recimo, še, ne vem, 2 ptic, na primer, ne, obe ptici zletita, rojeni sta za letenje, zletita, občuta svobodo, občuta tista svoja krila, pretegnete, raztegnete se, v totalni svobodi sta. In pride veter, pride orkan, pride oblaki, pride dež, pride nevihta in te obe ptici padeta dol. Obe. In vsaka si zlomi krilo. In ena ptica, ki točno ve, obe veta, da sta rojeni za letenje, Ana, se pobere in poskuša iz dneva v dan nazaj leteti. In ji uspe. Druga ptica nikoli več ne poleti. Ampak, kaj je poanta te zgodbe? Obe sta rojeni za letenje, obema bi lahko enako uspeli, da bi še enkrat letele. Ampak ena ptica ima fokus na to, da ji ni uspelo, da je padla, da si je zlomila krilo in ona pač ne bo letela, ima fokus na tem, kar ne želi, druga ptica ima pa fokus na to, kar želi. Se pravi, jaz želim leteti in bom vse naredila, 1000-krat bom šla nazaj na tisto vejo, pa bom poskusila. Pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. Zdaj bom malo ležala, malo, da se mi krilo zaceli, potem grem pa na novo leteti, se učiti leteti. In eni uspe, eni ne uspe, zaradi fokusa, ker nam, ko neki ne uspe, imamo fokus na tisto, kar nam ni uspel. In mi se totalno zapremo za vse možnosti, ko bi lahko prišle do nas, da bi lahko spet poleteli.
In če zdaj jaz cel življenje imela fokus na to, da mi ni uspel, da zažgem jajco, da jaz nikoli v življenju ne bom jajce pekla, ker jo ne znam speč, ker enostavno jo vedno zažgem in mi ne rata in se mi razlije in Nežka hoče nauči in meni se razlije in to je v mojem svetu totalni neuspeh, jaz nikoli več v življenju ne bom jajce spekla. Ampak to je budelaščina, to je brez veze. Tako da, kaj nam manjka? Nam manjka fokus na tisto, kar želimo, takrat, ko nam nekaj ni uspelo. Ok, jaz vem, da sem ful srečna, če imam svoj butik, naprimer, v katerem prodajam oblačila. To vem, da sem jaz. Ni mi uspel, nisem imela za najemnino, nisem imela niti za položnice doma, nisem imela to. Kaj lahko naredim, da bom jaz kljub vsem tem neuspehom lahko imela svoj butik, pa da bo šel najboljš v naše mesto. Se pravi, spet rabim novo znanje oziroma dati fokus na to, kar si želim in pustiti preteklost tam, ko je. Ok, ni mi uspel, ta trenutek mi ni. Ni mi uspelo na rekovajih, ampak jaz vem danes, da je bila to samo lekcija, da bi nekaj mogla narediti drugače. Tako je pravilno, da otroka lepo učiš, tudi naredil, neuspeha ni, skoraj nikjer, neuspeha ni nikjer. Ko enkrat razumeš življenje, veš, da je neuspeh, da ni resničen, da ne obstaja, da točno veš, da te življenje samo usmerja v drugo smer. To ti pove, v narekovajih, neuspeh, ne? Še kako vprašanje? Jaz danes malo pospravljam, posteljnino preoblačim, perem, mičkrat smo se drsali z Nežko, tako da zelo lep dan, no. Bo še kdo kaj povedal, kaj vprašal, zdaj me imate tu, lahko vprašate karkoli, pa zdaj se mi je recimo porodil v misli, ne vem, edini, koga na nek tak, a mislite, da recimo v plastiki skaza, evo Tanja Skazo poznam, pa Igorja, a mislite, da tam nikoli ni prišel v njihovem podjetju do kakega neuspeha? Pa še danes so najbolj uspešno podjetje, recimo tu daleč okoli, ne? Zdaj, uspešno, kaj za njih pomeni uspešno, si je treba napisati uspeh, definicijo vsak svojo rabi in potem sledi tisti definiciji uspeha. Začnite si pisati, ker ko boste pisali, boste dobili jasnost in boste točno vedeli, aha, kaj to je. Zadnjič me je ena znanka, jaz sem srečna, ker imam zdrave otroke, zdrave starše, ampak pa je videla, je v bistvu opazila, da ona sploh ne ve, kaj je za njo sreča, da sploh nima definicije sreče. In smo predebatirali, jasna definicija sreča. V mojem svetu pomeni, da sem srečna, da sem radostna, da sem izpolnjena, to pa to pa to. Da grem 2-krat na teden v hribe, da, ne vem, naredim ful fajni biznis z okolico. Kaj je v mojem svetu definicija sreče, ker v vašem svetu je definicija sreče drugačna. Ampak, če vi sploh ne vete, kaj je za vas definicija sreče, jo ne morete dol povleči, jo ne morete povleči iz tistega kvantnega prostora, ko so vse želje že izpolnjene. Nemogoče, ker še vi sami ne vete, kaj je za vas sreča, pa kaj je za vas uspeh. Bote čim bolj specifični. Zame je uspeh 10 000 evrov na mesec. Zame je uspeh, da imam fantastičen odnos s svojim očetom. Zame je uspeh, da na predavanje pride 100 ljudi vsak mesec. Zame je uspeh, da me posluša, ne vem, 50 ljudi, da lajkate, da delite video in tak naprej. Recimo, zdaj vam kar tak karikiram, ne? Kaj bi bil zame uspeh, ne? Vi si pa napišite, kaj je za vas uspeh, ne? Za mene bo uspeh moj osebni, ko bom oplačala Havaje in šla na Havaje z Nežko pa svojim sinom, ne? To si pač Nežka želi in jaz sem rekla, zakaj pa ne, gremo pač si izpolniti to željo, ono. In zdaj je moj fokus na tem denarju na mesec, se učim, lepo pridno delam to naloge, vidite, in pišem in vse, da pač pridem do te da dvignem svojo frekvenco, da pridem na to vibracijo, kjer je teh 10 000 evrov na mesec. Čisto simpel je, ne? Sem pač rabim pa novo znanje od ljudi, ko to imajo. Tako da
Suzana, živijo. Vojko, pridna si, ja, kdaj si pridni, ne? Kdaj so nam rekli, da smo pridni, takrat, ko smo bili točno taki, ko so drugi želeli, ne? Zdaj pa jaz nisem več pridna, ne? Ampak sem to, kar jaz sem in kar jaz želim in kar je meni fajn in mi je popolnoma vseeno, kaj kdo drug reče, zatega, ker pač to mene izpolnjuje, to mene usrečuje, to mene radosti in jaz vem, da sem poslana za to, da vam predajam te informacije naprej. Zdaj, jaz bi lahko tudi rekla, ok, no recimo to, evo primer. Ko sem jaz prvi video posnela, zdaj ne vem, 1 leto pa pol nazaj, a mislite, da mene ni bilo strah, a mislite, da se jaz nisem tresla, a mislite, da jaz nisem imela v glavi, kaj bo je rekli, kaj bom govorila, kaj bo to, ne? Ja, no, te stvari so popolnoma normalne na začetku, ampak zdaj lepo gladko, speljem video, ni važno, sam začutim, posnem video, ne uspehu, se usedem in posnamem, ne? Nijam se ne učim, prej ne izpisujem, prej ne pišem, prej in tak naprej, ne? Tako da, sreča je za me, da sem zdrav in imam urejeno življenje. Ok, pa je pa spet treba napisati, kaj zate pomeni zdrav. Ker za enega pomeni zdrav, da, ne vem, se mu je rak ustavil, za enega pomeni zdrav, da nima bolečin v kolenih, za enega pomeni zdrav, da nima več vročine, za enega pomeni zdrav, da ga je glava nehala boleti, ne? Točno, bodimo specifični, jasno, če to treba, za mene pomeni, da sem zdrava, da lahko vsak dan neomejeno hodim, da sem brez bolečin po celem telesu, da imam urejeno prebavo, in tak naprej. Kaj je v mojem svetu, da sem zdrava? Si napišite definicijo, ker sam na ta način, ko boste vi imeli črno na belem napisan, lahko sledite pol temu. Drugač pa, kakorkoli smo v dualnem svetu, v dualnosti, se pravi, mi vsi vemo, kaj je to nek, ne vem, ljubezen, kaj je strah, ne, se pravi, neka dva pola smo prišli tu spoznavati, ne. Kaj sem hotela zdaj povedati, pa ne vem več. Tako da, tole. In je treba stvari pisati, ker ko jih imamo napisane, je 50% narejenega, manifestacije 50% narejene. Vse ostalo pa pol pač, kako do manifestacije, spustiti željo ali vizualizirati, to pa tako veste, da v bistvu je treba priti do občutka, da vse željeno že imate, ker če boste vi, rečemo, hočete imeti butik z oblačili, ne vem, odkot mi je zdaj ta butik, ali kdo od vas hoče ta butik, ali kaj, ne vem, odkot mi je prišel v glavo. In če boste vi vibrirali z občutkom, da vam to ne bo uspel, da so že 3 butiki v mestu, pa da sigurno vam ne bo šlo, to morate vedeti. Vi morate že vibrirati z občutkom tega zmagovalca. Vi morate to že živeti, da lahko željeno dobite. Se pravi, tako smo rekli, prvo je treba vera, prvo je treba verjeti, pa boste pa lahko to imeli. Tako da, zato jaz že v bistvu vse živim in zato tudi recimo te Havaje kreiram, pišem, gledam lete, gledam plaže, gledam, kaj bomo tam jedli, gledam, kaj bomo tam počeli. Se pravi, jih že kreiram, jih že živim. Jaz sem z eno nogo že v bistvu tam, pogovarjam se z ljudmi, ko so že tam bili in tak naprej, poslušam Ho'oponopono, ne, in prepevam zraven in plešem in tak naprej. Tako da imamo urejeno življenje, ne, spet definicija, kaj je za me to urejeno življenje, ker za mene je urejeno življenje, da me čez vikende ni doma, pa da pojem eno župo gor v hribih, za enega je pa urejeno življenje, da vsako nedeljo skuha nedeljsko kosilo svojemu partnerju, ne. Za mene je urejeno življenje, da, ne vem, primer dam, ne, tako da vsak, to je zdaj urejeno življenje, ne, pa imamo v glavi to, pa to ni to, ne, treba je na papir dati. Zame je urejeno življenje to, da jem 5 obrokov v tednu, 5 vsak dan, da jem
zelenjavni obrok, za mene je urejeno življenje, da 3-krat na teden jem sadje, za mene je urejeno življenje, da 3-krat na teden grem v hribe, za mene je urejeno življenje, da me pokliče 5 strank vsak dan, ne. Tako da definicije si začnite pisati. To je to, smo rekli, neuspeha ni, neuspeh ni resničen, je iluzija, je program sistema za to, da mi nismo to, kar vemo v sebi globoko, da smo lahko, da mi nismo to, kar čutimo, da smo lahko, in zaradi tega, ker damo fokus, kaj pa, če nam ne uspe. Jaz vam obljubim, da bo vsem uspel, kar si želite, Nežka mi neutrudno zvoni. Če boste dali fokus na to, kar si želite, ne pa na to, kar dejansko živite, ker ob tej resničnosti, ki jo danes živite, obstaja nešteto pararednih resničnosti, realnosti, ampak da vi varata druge resničnosti, druge realnosti lahko odprete, se je treba vibracijsko pač na to uravnati. Tako da rada vas imam, lepo se imejte, jaz danes še pečem burek, pa otročke čuvam popoldne, tako da bo zelo lušno in želim vam vse dobro in vse lepo in lepo nedeljo in lepo življenje, urejeno, tako ima Vojko, ja. Nasplošno vse to pomeni reda, super, da si popolnoma svoboden. Spet definicija svobode. V mojem svetu, kaj je svoboda, in v vašem svetu, kaj je svoboda. Napišite si, začnite si pisati. Čau, modni Nežki odpred. Dio.